Pozdravljeni! Na vrsto je prišel prispevek pred kvalifikacijami in skupaj si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na prvem in predvsem drugem prostem treningu. Verjetno je nad rezultati samih prostih treningov marsikdo izmed vas presenečen. A najprej bomo nekaj minut posvetili tehničnim novostim, ki so jih ekipe prikazale tu pred začetkom kvalifikacij za veliko nagrado Bahreina. Po eni strani lahko razumemo, da po zimskem testiranju so ekipe imele priložnost tu pripraviti nove posodobitvene pakete. In to je nekako tudi razvidno iz dokumentacije, ki jo vidite na ekranu. Prav pri vseh ekipah so imeli določene popravke in določene spremembe. A rad bi poudaril nekaj. Od sezone 2023 bodo pri ekipah težje skrivali novosti ter posodobitve. Namreč bolide morajo dati dobesedno na ogled in poleg tega imamo še vso dokumentacijo, ki nas opozori na morebitne spremembe. A kljub vsemu izbral sem si nekaj podrobnosti, ki bodo verjetno pri marsikomu izmed vas vzbudile zanimanje. Videli smo, na primer pri McLarenu, da so dokončno vgradili tiste ekrane v samo šasijo, ker bodo lahko z sorazmerno lahkoto spreminjali reklamne napise, ampak to ni nobena novost. Videli smo, na primer pri tovarniški ekipi Mercedes, da so spremenili obliko profila na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju in tako po njihovih besedah dosegli večje uravnoteženost bolida 2V14. A kar se tiče zadnjega stabilizatorja, je bilo najbolj zanimivo tisto, kar smo videli pri skuderiji Ferrari. Na bolidu Carlosa Sainza mlajšega rešitev z 2 nosilcema. Pri Charlesu Leclercu rešitev z 1 nosilcem. Sicer na prvem prostem treningu smo videli, da Carlos Sainz mlajši je imel težave. Morda zaradi te spremembe, ne vemo, a vseeno pri Ferrariju so se odločili za 2 različni poti, ki pravzaprav kažejo, da razvoj bolida SF pomišljaj 23 še zdaleč nima neke začrtane poti. A med tistim, kar je mene osebno najbolj presunilo, je sprememba vidna na bolidu ekipe Alfa Romeo F1 Team. Na prednjem vpetju smo videli v območju šasije kot nekakšno drugo kožo, ki je nekako objemala tista sidrišča samih trikotnikov podvozja. Vidimo lahko, da pravzaprav se usmerja zračni tok na začetek Venturijevih kanalov in tako poveča, vsaj po mislih inženirjev, talni efekt. Če pogledamo starejše fotografije, bomo takoj opazili, da tega, na primer na zimskem testiranju, ni bilo. In zanimivo bo videti, če bodo tudi druge ekipe sledile takšnim rešitvam in bo nastal neke vrste trend. A zanimiv posnetek je tudi ta, ki nam kaže zgornje vstopne reže pri bolidu že prej citirane ekipe Alfa Romeo F1 Team, kjer lahko malce pobližje vidimo, kako so razporejene posamezne reže. Nekaj, o čemer smo govorili že pri sami predstavitvi, ampak sedaj imamo na voljo bistveno boljšo fotografijo. A če pustimo sedaj pri strani tehnične novosti, je verjetno glavna tema forma ekipe Aston Martin.
njihov AMR 23, je blestel tako na prvem, kot predvsem na drugem prostem treningu. In tu bi rad poudaril nekaj. Tudi če pustimo pri strani Fernanda Alonsa, je bil dober tudi Lance Stroll. Dobro vemo, da je bil poškodovan, da je preskočil zimsko testiranje, ampak sedaj na prvem in drugem prostem treningu je bil dobesedno tik za bistveno bolj izkušenim, bistveno bolj talentiranim španskim voznikom. A v bistvu to nam kaže, da mnogi so pravilno napovedovali, kako dober je AMR 23. Sam priznam, da sem bil presenečen nad radikalnimi spremembami, kar sem poudaril tudi pri sami predstavitvi, ampak nekako sem ga stavil tam v konkurenco tistih najboljših preostalih. Sedaj smo videli na prvem in drugem prostem treningu, da pri Aston Martinu so lahko še hitrejši. In zanimivi so podatki, ki nam jih daje telemetrija, kjer lahko vidimo, da Fernando Alonso je konkurenčen Maxu Verstappenu, po drugi strani Charles Leclerc, iz tistega, kar je mogoče razbrati iz teh podatkov, je malenkost zadaj. In tudi, če primerjamo hitrost in predvsem sektorske čase, bomo videli, da Aston Martin AMR 23 je konkurenčen. Ampak je konkurenčen v boju za zmago, za stopničke ali za tista preostala mesta. Namreč moramo se zavedati dejstva, šlo je za prvi in predvsem drugi prosti trening, kjer morda so ekipe še marsikaj skrivale. In prav razmerje sil bomo dobili šele na sobotnih kvalifikacijah. Ampak vseeno menim, da Fernando Alonso bo tam spredaj. Veliko razočaranje, če lahko tako imenujemo, je tovarniška ekipa Mercedes. Verjetno smo jih vsi pričakovali malce bolj spredaj. In tudi pri Ferrariju, glede na tisto, kar smo videli naprimer na zimskem testiranju, bi lahko bili bližji. Če se spomnimo lani, Charlesa Leclerca je bil presneto bolj hiter in letos tu ne samo, da je za Red Bullom, je tudi za Aston Martinom. Morda bo na kvalifikacijah slika drugačna, ampak menim, da vse nas je ta sprememba prijetno presenetila. A treba bo počakati še nekaj ur, da bomo pravzaprav lahko videli, kdo je boljši na tisti posamični hiter krog, in seveda v našem zadnjem briefingu bomo ta podatek primerjali tudi z ritmom, ki so ga pri različnih ekipah držali na drugem prostem treningu. Vse to bomo seveda zaključili s tisto mojo osebno napovedjo možnih strategij in na koncu bomo lahko samo spremljali dirko in videli, kje smo zadeli in kje smo pač totalno zgrešili misel. A da tega nas čaka še najprej spremljati kvalifikacije in nato prispevek zadnji briefing. Za danes je pa seveda kot običajno to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.